Lep pozdrav vsem skupaj, lepo pozdravljeni na javni tribuni Strokovnega sveta Slovenske demokratske stranke. Hvala za udeležbo. Tema, ki je predmet današnje razprave, je takšna, da zahteva nekoliko bolj poglobljen pristop, zato je danes tukaj pred vami tudi več članov in članic našega strokovnega sveta. Razpravljamo o razvojnih perspektivah Pomurja v času, v katerem se marsikdo sprašuje, kakšne sploh so razvojne perspektive in ali ni bolj potrebno reševati urgentne vsakodnevne probleme, ki so povezane z izgubo delovnih mest in socialno stisko tisočev v tej pokrajini. Naš odgovor je, da je potrebno oboje. Potrebno je gledati v danes, v jutri, pa tudi v pojutrišnjem, ker pojutrišnjem bo prišel čez 2 dni in tudi takrat bo potrebno imeti delo, bo potrebno imeti soliden dohodek in tudi takrat bo potrebno vedeti, kako naprej. Kajti za pojutrišnjem prije spet pojutrišnjem in z tega vidika je vsak ukrep, ki ga vlečeš danes ali pa ki ga vlečeš za danes in za jutri, treba gledati tudi v luči perspektive prihodnjega življenja. Naj na začetku te javne tribune na nek način izrazim zahvalo številnim nosilcem razvoja, tistim, ki so odgovorni v različnih institucijah in v lokalnih skupnostih tukaj v Pomurju in ki so v zadnjem času povzdignili glas v smislu, da mora tukaj državna raven za tisti del, ko reševanje problemov spada v njeno odgovornost, biti bolj aktivna in da se mora ukvarjati z regionalnim razvojem v razvoju najbolj regiji, ki je razvojno najbolj zaostaja, ne samo takrat, ko prije do stavk ali pa socialnih protestov, ampak vse skozi. Zdaj, te zahteve, ki so bile izražene s podpisi ali peticijami županov, eno od teh smo dobili ravno danes in je vezana na izgradnjo vodooskrbe oziroma komunalne infrastrukture, so že rodili nekatere rezultate, o katerih bomo govorili prihodnje. Mislim pa, da je vseeno potrebno na začetku te in takšnih razprav izraziti zahvalo predvsem delavkam Mure, ki so svojim protestom šele zdramile tiste, ki so odgovorni za to, da so končno začeli predlagati nekatere ukrepe, iz katerih upajmo, da nekaj bo v prihodnje. Jaz sem skoraj trdno prepričan, da če tega protesta ne bi bilo, če te spontane koncentracije, neke moči iz obupa, ne bi bilo tudi osnutka zakona, ki ga je vlada danes poslala v obravnavo za razpravo na vladnih odborih in ki ne bi bil nek poseben zakon za reševanje Pomurja, še dolgo ne bi bilo. Ne glede na to, ali je to pravi pristop ali ne. Ampak nekaj se je zganilo in ta premik, zahvala za ta premik gre tistim, ki so v preteklih dneh stali pred Muro in glasno izražali svoje zahteve. Prišli smo daleč, da je pač na ta način potrebno odgovorne spraviti k akciji. Dovolite mi na začetku nekaj vodnih stavkov k sami temi v razvojnih perspektivah regije. Najprej nekaj o samem stanju. Jaz sem bil na podobni razpravi tukaj v regiji še kot predsednik vlade v prejšnjem mandatu jeseni leta 2007, pred nekaj manj kot 2 letoma. Takrat so te razvojne perspektive izgledale drugače. Brezposelnost je bila relativno nizka oziroma najnižja v zgodovini regije. Imeli smo celo v številnih podjetjih, ki smo jih takrat obiskali, na prvem mestu
našteto kot problem pomanjkanje delovne sile, še posebej določenih profilov. V letih 2005-2008 je povprečno v Prekmurju nastalo 100 novih podjetij, predvsem malih podjetij. Večja podjetja v tem času niso rasla. In nekateri projekti, ki so bili takrat zastavljeni v resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih, so počasi dobivali svoj zagon. V letu 2007 in 2008 je bilo strani različnih evropskih skladov tukaj financiranih, mislim, da 167 projektov in na tej stopni bilo treba pač pogledati, kakšni so rezultati oziroma so tisti rezultati, ki so bili obljubljeni. Takrat, ko se je to financiranje odobrilo, bili dejansko doseženi. Danes je, kot že rečeno, situacija drugačna. Moram samo 3 številke, ki kažejo razliko med Pomurjem in neko povprečno sliko Slovenije. Pomurje je bila razvojno najbolj prizadeta ali pa najmanj razvita regija že nekaj časa, vendar je vseeno bil napredek v zadnjih 5-6 letih po številnih kazalcih nekoliko hitrejši od povprečja in kar je pomenilo, da se je regija pospešeno pobirala. Zadnja gospodarska kriza je regijo prizadela bolj od povprečja. Zadnji statistični podatki kažejo, da so prihodki na zaposlenega v regiji za 34% nižji od slovenskega povprečja, da je bruta plača za nekaj več kot 20% nižja in da je brezposelnost trenutno oziroma po zadnjih podatkih v Pomurju za okrog 60% večja kot je povprečna brezposelnost v državi.